Torej, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes smo se v lepem sončnem vremenu zbrali tu ob dveh modrih knjigah, bi lahko rekli. Nista modrini samo njuni naslovnici, ampak jaz obe, kolikor sem spremljala, sta obe polni modrosti. Take prave življenjske modrosti, ki jo še kako potrebujemo, bodisi pri našem vsakodnevnem delu, bodisi pri teh odnosih, tako družinskih, službenih in tako naprej. In skozi knjižno zrcalo naših odnosov bomo danes torej pogledali skupaj z gospodom Rudijem Medenom, gospodom Nikijem Neubauerjem. Pri Mohorjevi družbi sta oba zelo dobro poznana prevajalca, ter z gospod Marjeto Bec, ki k nam prihaja kot sodelavka Gibanja Družina in življenje, katerega temeljno poslanstvo je graditi odnose, za katere je vredno živeti in jih peljati naprej. Vsi trije iskreno pozdravljeni in se veselim vaše družbe. Z velikim navdušenjem pa je bralstvo pričakalo tako izid knjige Francine Rivers, Sanje njene hčere, kot tudi Jamesa Herriota, Vse živo, malo in veliko. Pa poglejmo najprej humorne prigode in prisrčne spomine najbolj priljubljenega veterinarja. James Herriot je psevdonim, pod katerim je ustvarjal James Alfred White, britanski veterinar in pisatelj, ki je skoraj 50 let deloval kot veterinarski kirurg. Najbolj znan je po seriji 8 knjig, v katerih opisuje veterinarsko prakso, živali in njihove lastnike na angleškem podeželju. To knjigo je prevedel gospod Rudi Meden, pa morda najprej spregovoriva malo o njej. V bistvu vsa ta Herriotova dela, ki so zelo priljubljena med bralci, niso kar tako, kot smo se prej tako sproščeno pogovarjali, spadajo med klasična dela in prinašajo res kakovostno branje za širše občinstvo. Po filmu so sledile istoimenske televizijske serije, ki so navduševale tudi slovenske gledalce. Gospod Rudi, čem je torej to Herriotovo delo tako posebno, da navdušuje toliko bralcev oziroma gledalcev? Sigurno so to univerzalne teme, se pravi odnosi, povezava z naravo, medčloveški odnosi. To recimo izrazito tukaj izstopa. Mene recimo osebno ravno to pritegnilo, ko sem že pred leti bral knjigo, pa potem videl to serijo, ampak to je tisto, kar najbolj nekje človeka pritegne. Se pravi, topli odnosi, človeški odnosi, ljudje takšni, kot so, dobri in slabi, kakor je pri ljudeh v navadi, bi rekel Ježek, popisani z enim res lepim, osebnim, avtentičnim stilom, z eno človeško toplino, prizanesljivo, sočutno, z razumevanjem, brez obsojanja, čeprav so tudi kakšni čudni liki noter, ampak vendarle tako opisani, da se tam noter najdemo. Mislim, da je to bolj, zdaj seveda je priljubljenosti so televizija in film svoje prispeval, ampak vendarle delujeta eno in drugo precej drugače. Tako da ima, tako kot zmeri knjiga, svoje prednosti in je zmeri boljša kot film. To je treba reči. Mimogrede, a vas je katera ta prigoda tako posebej zabavala, se vas dotaknila? Bolj so se me dotaknile tiste bolj, tako kremenjuje, tako kot je treba, pesmi, eno hitro, eno počasno, in ima kakšno bolj zabavno, kakšna pa taka kar malo, se rekel, skoraj žalostna, ali pa taka res ganljiva. Težko bi zdaj kakšno prav izstop, recimo tam, zdaj mi ta hit na mizo pride en star možakar, ki ostal je sam, brez žene, s psom, ki se ugotovi, da bo zdaj umrl in ga more pač uspavati.
kako z njim dela, ne? Brez besed, brez tistih velikih sočutnih in tako naprej besed, pokaže pravzaprav eno razumevanje in čut do sočloveka, ne? Ali pa podobno ravno tudi ena gospa, ki leži že leta na posli in živi samo še za svoje mačke in pse. No in se človeka dotakne. In to je recimo tisto, kar me je tudi zelo pritegnilo. Na prvi pogled bi človek, ko bi to ali videl ali mogoče pogledal, se zdi, da to je tako sentimentalno, nekaj pocukranega, v resnici pa brez kakšnih sentimentalnih besed, brez pravzaprav kakšnih hudih besed, ne, pove, začutimo človeka. No. Enostavno, to je tisto, kar nekako najbolj deluje pri teh zgodbah. Ne. No, Heriot je s to prisrčno samo ironijo in humorjem popisoval torej zgodbe, vse tisto, kar se mu je zgodilo na poteh od kmetije do kmetije, v najrazličnejših vremenskih razmerah. Skratka, vse tisto, kar včasih je zelo natančeno pri teh opisih in se zelo živimo v to. Predvsem pa menim, da take teme Slovenci zelo radi spremljamo, se vanjo živimo, všeč so nam take tematike. Kaj mislite, da je tisto, kar nas morda posebej Slovence nekoliko bolj nagovori o teh tematikah? Nekaj je seveda, mislim, da smo kljub samo še zelo navezani na naravo. Šifrer bi rekel, da smo itak čez noč prišli z kruha na žemlje in to se čuti. In to se tukaj noter čuti. Brez so opisi narave in tako naprej, ampak on to s tako ljubeznijo opisuje, tako da tam se noter sigurno najdemo. Potem ravno te medčloveški odnosi, ta toplina, ne, tako kot smo se prej pogovarjali, danes, če bi gledal televizijo, serije so res v glavnem tele forenzične in kriminalistične in podobno, tako da ta res izstopa kot nekaj pravega pristnega človeškega. In to mislim, da rabimo. Najbrž zato, ker premalo tega doživljamo v življenju in si želimo kaj takega videti, da vendarle to še obstaja. Ker opisuje tudi nekje bolj čez 30-40 leta prejšnjega stoletja. In tukaj imaš občutek, morebiti je pa vendarle še možno tako živeti. To pa zelo pa tudi ta njegov humor, prijeten humor, ne za glasno se smejati, ampak za zahahljati se, za nasmehati se, velike ne samo ironije, tako da deluje zelo pristno. Jaz mislim, da to nam, recimo jaz sem se večkrat tako oddaleč spomnil na Finžgarjeva gospoda Hudournika. Tako nekaj domačega je v tem. Morda se zdi, da je delo idiličen prikaz nekega časa ter veterinarskega poklica, hkrati pa avtor zelo realno prikazuje tudi vse tegobe tega poklica, pestrost odnosov, ki niso vedno idealni, predvsem pa, kot smo že rekli, nanje gleda s humorjem, vedrino, tako mu še tiste najbolj zoprne situacije v veterinarskem poklicu ali šefova nepredvidljivost ne dela preglavic. Kakšen človek je bil pravzaprav ta James Heriot? Ja, kot ga opisujejo, zelo preprost človek, skromen, zelo delaven, predan svojemu poklicu, ki ga ne bi zamenjal za nič. Nič kaj rad se izpostavlja v javnosti, radodaren. In to se tudi, pa vse ostalo se vidi, se pravi z odnosom do ljudi. Je pa veliko pisal, pravijo, da je recimo v teh njegovih zgodbah približno 50% avtobiografskega gradiva. Drugo seveda je domišljija in tako naprej. Veliko, ne. Vse stvari je tudi lepo zgladil, ne. Ko sem prej pravil, recimo ta njegov šef v resnici, ne, ki se je tudi drugače pisal, seveda je bil bistveno hujši ekscentrik, ker ga poznamo iz knjige ali pa iz serije. Drugače pa tudi pravzaprav se ni tako daleč, no, kot sem prej omenil, slučajno se je ravno tako išlo, da na današnji dan, hočem reči, ni tako daleč, ker je živel, na današnji dan, pred 32 leti je Heriot ali ta White umrl. Torej, ravno zdaj se je išlo. In ne vem, jaz to doživljam kot svoj čas, a ne.
Tako da, in to njegov karakter se zelo pozna tudi v njegovih zgodbah. Harryjeve prigode ponujajo univerzalne teme pristnih medčloveških odnosov in ljubezni do živali. Kakšno je sporočilo tega dela? Mogoče veliko poveže sam naslov. Pa bi mogoče prebral ta moto, ki je naveden na začetku knjige in je pravzaprav ena 4-vrstičnica iz ene cerkvene himne iz 19. stoletja, ki pravzaprav pove temo vseh teh njegovih knjig. Pravi, vse lepo in vse ljubeznivo, vse živo, malo in veliko, vse čilo, čvrsto in iskrivo, prav vsemu Bog je dal obliko. In to se tukaj pozna, noter odnos do vsega živega, spoštovanje do vsega živega, pa naj je to človek, naj je to žival, medsebojno razumevanje, sočutje, to pravzaprav tudi ne samo da lepša življenje, pravzaprav to je življenje in kaj ne rečem, tako bi se želeli vsi živeti. No, tako. In to je sporočilo, vsi pašemo v ta okvir noter in ni treba, da se kamorkoli nad to postavljamo. Marsikaj v naravi okoli nas bi bilo verjetno mnogo lepše, mnogo boljše, če bi imeli to vodilo malo bolj pred očmi. Če se malo vrnemo še nazaj na vaše delo, vaš prevod bogati zelo pester besedni zaklad in odlično ste uspeli ohraniti zelo privlačen avtorjev slog. Vam je pa vseeno ob tem prevodu kaj posebej postavljalo, kakšen izziv? No, izziv je seveda bilo veterinarsko izrazje, sem se moral kar zakopati, včasih za kakšno besedo, golo besedo, sem moral kar malo naštudirati anatomijo, da sem res vedel, zakaj gre. Tako da, in to je bilo zelo zanimivo, moram reči, lepa izkušnja. Tudi v izvirniku se zelo prelivajo različne govorice, se pravi narečne govorice, škotske, in to nekako ujet, da ni pretirano, ker včasih tam kar zelo izstopa, pa da se nekako ujame, to je bilo tudi. Včasih tudi recimo do tega nekje vmes med narečnim izrazjem in strokovnim izrazjem, ko imajo te kmetje svoje izraze za razne bolezni in tako naprej. Jaz sem šel kar malo med ljudi, med teren in sem sprašal, kako temu rečejo po domača. Šel sem gledati v Blajzove kmetijske rokodelske novice, kako so pravzaprav temu rekli. Tako da to je bila zanimiva izkušnja, moram reči. No, morda še rečeva, kakšno besedo prej ste omenjali, ko sem vas izvala, da sem slišala, da je bilo v televizijski seriji še nekaj o vojni in da tega ni tu. In kakšno je dejansko ozadje, kaj je tisto, kar recimo v tej knjigi ni, pa nekako spada v sklop teh serij? Ja, to je pravzaprav, to so kasnejše, to je zdaj kasnejša izdaja, kot ste rekli, prvotno je bilo 8 takih knjig, ki so jih zbrali, v 4 so jih nekako malo izbrali, pa skupaj združili. In zdaj ima od teh 4 knjig ima vsaka naslov po eni vrstici iz te 4 vrstičnice, kot sem. In seveda ta prva se konča šele s Harryjevo poroko. Tisto naprej o tem, kar je bil, v resnici je bil 2 leti in pol v tem kraljevem letalstvu, samo na usposabljanju, pa je pol seveda ni bil aktivni vojak, to se potem nadaljuje kasneje. Tako da mogoče bomo kdaj še kaj tega dočakali. Morda še za konec, zakaj pa pravzaprav avtor ni pisal pod svojim pravim imenom? Ja, to kot sem tudi prebral, v Veliki Britaniji, ne vem, ali odsvetujejo, ali ni priljubljeno, ali celo prepovedujejo, da bi se veterinar samo promoviral, ker to je pol kakor reklama seveda zase in potem enostavno zaradi tega je psevdonim pisal. Pa se verjetno tudi, recimo za tistega šefa, ki je bil res tak ekscentrik, je bilo treba to mečken spremljati. Tudi recimo ta Derby, kjer se to dogaja, je fiktivno mesto, pobrano z parih krajev okoli,
Zdaj v tistem mestu, kjer je res imel svojo to ordinacijo, je zdaj muzej Harriotov, ne, in to ogromno obiskovalcev hodi to gledati. Hvala vam za te misli, vas bralci pa že sedaj kar povabim k branju. Namreč vsaka prigoda se vas bo dotaknila v tem smislu, da se boste bodisi ob njej, tako kot ste rekli, malo nasmejali, malo vam bo tudi kakšen resen razmislek odprla, skratka, tako zanimivo, zabavno branje in zlepali boste knjige odložili, preden jo boste do konca prebrali, tako da vabljeni. No, od nekoliko širših medčloveških odnosov poglejmo še na družinske odnose, ki so lahko polni neke nerazumljivosti, napačnih interpretacij, spregledanosti, tišine in vse to se zna vleči skozi generacije, kar povzroča številne bolečine, bremena in pa velike predpade, zlasti med materami in hčerami in podobno. In naša druga knjiga, o kateri danes govorimo, je knjiga Sanje njene hčere, družinska saga, ki je v bistvu nadaljevanje knjige Upanje njene matere. Izpod peresa Francine Rivers je v celjski Mohorjevi družbi pred časom išla še ta prva, Odrešenje ljubezni, sicer se tematsko ne povezuje s tema dvema, ampak tudi zelo zanimivo branje in skratka vse tri so nekako tudi med našimi bralci naletele na izvrsten odmev. Francine Rivers je ameriška pisateljica, vse bolj prodorna, ki s krščansko noto v pretresljivih življenjskih zgodbah doma in tujini osvaja najvišja mesta med bralci. Upanje njene matere, ki je šla predlani, in pričujoče nadaljevanje Sanje njene hčere pa sta nekaj čisto posebnega. Navdihnili so jo namreč dogodki, ki jih je pisateljica odkrivala pri raziskovanju preteklosti svoje družine. In ob tem je posebej prebirala materin dnevnik in ravno to je dalo tudi številne iztočnice. In lahko bi rekli, da je specialist za Francine Rivers, v slovenščini prav prevajalec, gospod Niki Neubauer. Kako ste pa vi doživljali v obeh knjigah to pot ozdravljanja medgeneracijskih travm, kakor smo tudi napisali knjiga Na pot? Ja, če je gospod Meden rekel, da se iz njegovega prevoda oziroma knjige, da vejejo toplina, da se ob prebiranju teh prigod nasmeješ, pa bi lahko rekel, da se ob odnosih med materami in hčerami, ker gre za 4 oziroma 5 generacij žensk iz ene družine, pa veje hlad. In ob prebiranju teh žalostnih, recimo tudi žalostnih, trenutkov, ko čutiš, da bi se želele te ženske povezati med seboj, mati s hčerjo in obratno, pa se ti tudi orosije oči, ker nekako ne pride do tega stika, vse do konca, ki ga ne bomo razkrili. Ampak ne, zanimivo je to, da iz ene generacije do druge zeva prepad, medtem ko je pa med babico in vnukinjo iz iste družine pa je sklenjen most. In potem prek tega nerazumevanja vendarle zaznaš, da gre vseeno za ljubezen, ki se pa ne znajo izraziti nekatere junakinje. Zaradi razmer, v katerih živijo, tudi to je treba poudariti. Te razmere so, prva knjiga se začne na začetku 20. stoletja, prek različnih potovanj, potem pride do skoraj da divjine na zahodu Amerike, v groznih razmerah, ki se jih danes ne znamo predstavljati. Potem ta mati, ki je steber družine, hiše, svojo ambicioznostjo, svojo zagnanostjo, svojo osredotočenostjo na nek cilj, pomagati, da bo naslednja generacija lažje živela, pa ne izrazi tiste ljubezni, ki jo potrebuje vsak otrok od matere, in pride potem do nekih konfliktov, ki vodijo naprej v drugih prigodih. V
torej povabilo že k branju prve knjige, a ne? Ja, velja najprej prebrati prvo, ker se nadaljuje v bistvu druga, ne, so tudi isti liki, no. Kako pa ocenjujete pisateljičin slog? Kakšni so bili pa tu izzivi pri prevodu? Ja, pisateljica ima zelo tekoč slog, no, in tudi ta pripovedni log lepo gladko poteka. Vendar pri drugi knjigi, ko govori o tej drugi, tretji generaciji oziroma, ne, za katero na koncu pojasni, da je ta Caroline, da ima neke avtobiografske lastnosti, ne, da je precej svojega življenja prikazala v njej, je pa nenadoma spremenila slog. Je postal bolj, ne vem, bolj jedrnat, bolj klen, bolj osoren tudi včasih, ne. Zelo kratki stavki, 3 besede. Pa to nekako potem v slovenščini se zahvaljujem urednici Barbari Žnidaršič, me je opozorila na nekaj stvari, na nekaj mojih napak, ki jih moram priznati, da ne teče dobro, no. In sem potem pač malo spremenil, sem nekaj stavkov združil, povezal eno. Zdaj pa menda je to boljšno. Kako ste pristopili k prevajanju čustveno zelo intenzivnih prizorov med materjo in hčerjo? Je bilo težko ohraniti avtoričin tok in to psihološko globino? Pa niti ne, no, ker je to, zna izraziti to, ne, vse te odnose, zaplete med njimi, nerazumevanje, ni bilo preveč težko, no, sem se kar uživel v te stvari, ne, tako da sem, tudi imam nekaj osebnih izkušenj, da sem znal začutiti, no, to, kaj želi s tem pokazati, no. Je bilo treba kakšne kulturne oziroma kakšne zgodovinske reference prilagoditi našim bralcem? Ja, je značilno ameriški roman to, ne. Opisuje dogodke ali pa pokrajine, ki so Američanom večinoma, ne, v veliki meri, vsaj tistim, ki so rojeni v Ameriki, dobro znane, ne. Nam pa, našim bralcem bi pa se zdelo čudno, recimo nekje opisuje, kako je ta Caroline, mislim, da je ona potovala z avtomobilom, s prijateljico, čez celo Ameriko, da bi šla poslušati glasbo na neko kmetijo sredi blatnega polja v New Yorku. Ne, to bi kako? New York je vendar 20 milijonov prebivalcev, ima sami nebotičniki, beton, asfalt, kje je tukaj kakšna kmetija na blatnem polju, ne? Ampak potem pa napiše, da bi šli na glasbeni festival v Woodstocku, v zvezni državi New York, ne? Potem pa je to verjetno jasno, marsikdo, večina bralcev pa potem razume, kaj je bilo, ne? Treba je majhen prirediti, ne? Ampak to so tako malenkostni posegi, da ni omembe vrednosti. Pa mislite, da se dejansko zgodba v slovenskem kulturnem prostoru bere drugače kot recimo v ameriškem? Ne, sama srž te zgodbe je mednarodna, ne, tudi brezčasna. Do teh odnosov, vsi živimo v odnosih s starši in z otroki. Ne, zdaj, kakšni so ti odnosi, je odvisno od vsakega posameznika, iz ene družine od druga, ne. Tolstoj je rekel, da so vse srečne družine enake, vsaka nesrečna družina je pa nesrečna po svoje. Ampak razumemo to, tukaj, to seveda, to je tudi naša značilnost, tudi v naši družbi, ni nobenih izjem. Sigurno so tudi pri nas, žal, taki odnosi, ki bi se jih dalo popraviti, ki bi se jih dalo zaceliti, ozdraviti. Ne, potrebna je neka spodbuda, kakorkoli že, ne, lahko je to seveda tudi neka božja intervencija, ne, kot je v njenih romanih pogosto. In kaj mislite, da je po vašem mnenju tisto, kar na slovenske bralce recimo najbolj nagovarja v takem delu?
pristnost, ne? Jaz mislim, da je to pristnost njenih pripovedi. Ne? Vse so zelo človeške, ne prikriva, ne? Nič človeškega in ni tuje, ne? Če smem parafrazirati. Ne? Prva ta odrešenje ljubezni je groba, ne? Pripoved, ne? O hudih stvarih. Tudi tu se pač dogajajo hude stvari, ne? Prizadetosti, ne? Zlorabe, vse to, kar potem rani človeško dušo, ampak je po drugi strani tudi oblikuje. In jaz mislim, da je ta pristnost, da to je ena njena res močna značilnost njenih pripovedi. Hvala vam zaenkrat. Z nami je tudi gospa Marjeta Bec, ki je žena in mama, pa tudi sodelavka pri Družini in življenju, društvo, ki spodbuja rast zdravih zakonskih in družinskih odnosov. Med drugim ste tudi voditeljica seminarja o medgeneracijskem sobivanju z naslovom Ta stari in ta mladi, ki ga je doslej obiskalo že ogromno parov s starosti, zlasti tistih, ki si želijo, ki se trudijo za boljše odnose, bodi si s svojimi starši, bodi si s svojimi poročenimi otroki. Gospa Bec, vi ste verjetno knjigo drugače doživljali kot gospod Niki, že zaradi tega, ker ste tudi mama, predvsem pa imate stik nekoliko bolj s konkretnimi primeri v teh zgodbah. S kakšnimi pričakovanji, s kakšnimi travmami vse prihajajo ljudje na ta vaš seminar? Kaj opažate, da so tiste najpogostejše težave v teh medgeneracijskih odnosih? Ja, naš seminar smo v bistvu nekako zastavili z mislijo na mlade pare, ki živijo v medgeneracijskih hišah s svojimi starši ali pa celo starimi starši. Zanimivo je pa to, da večina udeležencev so pa starejši. Tako da dejansko prihajajo starši, ki živijo s svojimi odraslimi otroki in svojimi vnuki. In tega smo v bistvu zelo veseli. Zato, ker včasih velja prepričanje, da kako že starega konja učiti novih trikov in tako naprej. Jaz pa vidim v tem eno veliko upanje, da tudi starejši iščejo načine, iščejo poti, da mladih iščejo znanja nova v končni fazi, kako narediti to sobivanje lepše. In se mi zdi to res lepa novica. Je pa tako, v resnici si lepih odnosov želimo vsi. Problem pa ne ostane, kako si mi zdaj predstavljamo življenje, recimo starejše življenje mlade generacije, kakšna pričakovanja imajo recimo naši starši pa stari starši. Oni so čisto v drugih časih, ko raste naša generacija, naši otroci. In velike teh nekih bolečin, mnoge so povezane recimo s tem, da njihovi otroci odpadajo od vere, da niso nekako starši uspeli prenesti vere otrokom, da recimo vnuki niso krščeni, tukaj veliko enih ran, veliko ene grenkove tudi. Pa tudi recimo vzgoja je ena taka pogosta tema, kjer se generacije hitro ne razumejo najbolje med seboj. In izziv je, kako v bistvu sobivati s mladimi in jim dopustiti, da delajo stvari drugače, kot smo jih delali mi ali pa naši starši, stari starši. To se mi zdi najtežje. Je pa fino, da imamo v ozadju misel, da si pa vsi izhajamo iz neke dobronamernosti. Tako starejši, ki si želijo za svoje otroke, recimo, da ne bi izgubili vere, tega ne počnejo z nekimi slabimi nameni, ampak zato, ker si v resnici želijo za svoje otroke najboljše. Zdaj, kako pa to v resnici narediti, je pa druga stvar. In ravno v tej knjigi se zelo lepo pokaže, kako so dobri nameni včasih pot, ki ne pripelje k želenemu cilju, ampak stran od tega cilja. Kako ste vi doživljali to knjigo v luči vsega tega, kar poznate iz prakse? Ja, bom kar tukaj nadaljevala. Glih v knjigi vidimo primer, kako so se v bistvu mame žrtvovale za svoje hčere, se odrekle karieri in tako naprej, da so jim pomagale. Učinek je bil pa v bistvu slab. So na nek način svoje vnukinje bolj navezale nase, kot bi to dopustile njihovim lastnim mamam. In tukaj je pa najdem zgodbo mnogih slovenskih družin v resnici,
niso tako dolgo nazaj časi, ko so mogli kakšni otroci iti preshodajo od doma, a ne, ker ali finančno ni bilo mogoče poskrbeti za njih, ali pa so šli starši delati v tujino, pa pustili svoje majhne otroke pri starih starših, a ne. In človek pogleda te otroke, pa si reče, pa kaj jim je manjkalo, ne, saj so jih razvajali po dolgem pa počez, a ne, pa babice pa dedki so lepo skrbeli za njih. Ampak ta travma, a ne, ko ti nisi s svojimi starši v najrojstnejših letih življenja, se zapiše. Se zapiše v telo in se potem generacijsko prenaša naprej. In tega pa veliko vidimo na naših seminarjih in je zato fino, da imamo to razumevanje, a ne, da tudi poznamo te zgodbe, da vemo, kako so naši stari starši živeli, ne, tudi v knjigi je to zelo lepo prikazano, koliko je pomembno raziskovati svojo preteklost, se spremeniti se je ne da, če jo pa razumeš, se lahko pa marsikaj reši oziroma se na neki točki tudi neka travma ustavi in se ne prenese potem še na naslednje generacije. Ste pomislili, komu sebi priporočili to knjigo v branju oziroma da bi lahko z njo tudi spodbudili nek pogovor? Ja, vsakmu, ne. To je, kot je že lepo gospod Neubauer rekel, to so univerzalne teme, a ne. Vsi živimo v odnosih, nihče ni nek izoliran otok, ki bi živel sam. In čisto vseh nas se te teme dotikajo, mogoče malo bolj žensk, a ne, ker je vseeno knjiga napisana bolj iz ženske perspektive. Bi jo pa jaz dala tudi kakšnemu moškemu za prebrati. Zdaj ta prvi, ki mu jo bom dala, bo moj mož. Zato, ker se mi zdi pa fino, moški v tej knjigi niso tako močno, a ne, predstavljeni, so kar malo neki stranski liki, a ne. Njihova vloga ni dobro orisana, verjetno namenoma, ampak se mi zdi zelo pomembno, a ne, zelo pomembno vplivajo na te odnose, a ne. Oni vidijo marsikaj, pač s to svojo moško, malo bolj razumsko perspektivo, česar mi, ženske, ki smo pač čustvene, pa v teh svojih vrtincih razmišljanj včasih ne vidimo, a ne. In je zato fino, da tudi moški čez kako tako knjigo dobijo en vpogled v to žensko naravo. Kateri odnosi so pa po vašem mnenju najbolj nazorno pokazani? Katere bi izpostavili iz te knjige? Ravno te odnosi, a ne, med mamo, hčerjo, babico, hčerjo in potem še v tej knjigi imamo kar 4 generacije naenkrat skupaj, a ne. Saj je v bistvu cela knjiga v bistvu namenjena tem odnosom, a ne. Kar je mene mogoče najbolj nagovorilo, je ravno ta prenos nekih travm, a ne, kako so se ene in iste zgodbe, tudi recimo zlorabe, kako so se prenesle v naslednje generacije. In tukaj bi mogoče poudarila to, no, kar tudi velikokrat vidimo, kakšne te hude stvari, ki so se zgodile, same po sebi seveda zaznamujejo, a ne. Ampak še bolj pa zaznamujejo, če so zapakirane v neko družinsko skrivnost, o kateri se ne govori, a ne. Ker potem se travma prenese, ljudje doživljajo neke stiske, pa ne vejo, od kod to prihaja. Če se te stvari ubesedi, če se jih spravi na plano, to zgubi svojo moč, a ne, in se da narediti neke potem premike, se da priti do odrešenja. In to je v knjigi tako lepo prikazano, kako potem ta zadnja, a ne, Mayflower dom, točno to naredi, a ne. Zmore preseči, zmore iti pogledati v tiste kotičke, ki so bili najtežji, a ne, ki se jih ni nikoli na glas razodel in na ta način v bistvu prekine to zgodbo. Kako pa molk in vse tiste neizrečene bolečine vplivajo na odnos med materjo in hčerjo v tej zgodbi? Oziroma, kako pomembno je, da se ljudje naučimo komunicirati, se pogovarjati o globljih stvarih, morda iz knjige, pa tudi tako v praksi? Ja, iz lastne izkušnje, tudi jaz imam 2 hčeri, pa 3 sinove. Težko je govoriti o težkih stvarih, vsem nam, a ne. Vsi, ki imamo otroke, vemo, da smo naredili že kakšno napako in tudi vemo, da kakšno še bomo naredili. In ko ti, recimo najstnik, a ne, naši najstniki te generacije nimajo več teh ovir, da si ne bi upali staršem povedati, kar jim gre, nam kar hitro poservirajo, kaj si mislijo. In težko je to slišati. Ampak je pa tudi odrešilno, če zmoreš to slišati, če zmoreš sprejeti in če se zmoreš tudi opravičiti. To je še ena stvar, ki, bom rekla, včasih
ni bila nekaj pričakovanega, a ne, da bi se starši kdaj opravičili svojim otrokom. Starši so imeli pač vedno prav in otroci nekako ni bilo dovoljeno, kaj dosti dvomiti v odločitve svojih staršev. A ne. In se mi zdi, zdaj živimo pač v drugih časih, a ne. Živimo v neki blaginji, a ne. Živimo v miru, vsaj pri nas. A ne. In je priložnost, je prostor in čas, da se ti odnosi razrešujejo. A ne. Jaz nikakor ne obsojam preteklih generacij. V preteklih generacijah je bilo treba preživeti. In je bilo to, da si svojega otroka spravil do kruha, mu omogočil še šolanje, vrhunec tega, kar si lahko zanj naredil. Danes so pa drugačni časi in se od nas tudi več pričakuje. Predvsem na tem čustvenem nivoju, a ne? Na tem, da znamo svoje otroke slišati, da jih znamo potrditi, da znamo priznati tudi svoje napake. Kako zelo se je vredno truditi za družinsko spravo, za to, da presegamo to prekletstvo, zamer takšnih in drugačnega sovraštva, zlasti v tem družinskem okrogu, ki se tako rado vleče naprej. Ja, seveda se je vredno, ne. Vse, kar mi v naši generaciji, bom rekla, in to z Božjo pomočjo, ne, kot je tudi v knjigi zelo lepo prikazano, uspemo razrešiti, je nekaj, kar se ne bo prenašalo v naslednje generacije. Seveda nikoli ne bomo rešili vsega, a ne, vse nam tudi ne bo razodeto, ampak je pa vredno o tem razmišljati in jaz vedno pravim, dajmo se pozanimati o tem, kako so živeli naši starši, naši stari starši, dajmo jih vprašati, dokler jih še imamo, da bomo poznali svojo zgodovino in da jo bomo tudi lažje razumeli. To je ena taka dediščina, ne, ki je zelo pomembna in ravno v tej knjigi je tako lepo prikazan, ko puščaš neko dediščino, ne, ti daš otrokom neko dediščino s vzgojo, s tem, kako z njimi živiš, obstaja pa tudi neka dediščina za v roke prijeti, ne, kakšen dnevnik, kakšni zapisi, koliko je to dragoceno. In meni je zdaj recimo zanimivo, moja babica pa dedek sta že nekaj let pokojna, ko vzamem v roke kakšno njuno dediščino, kakšen zapis babičin, ko je imela še, takrat so imeli še lepopisje, veste, kako lepo je ona pisala, jaz bi si tudi želela tako lepo pisati, ne. In to je vse ena taka res pomembna stvar, da jo tudi našim otrokom predamo, da jim pripovedujemo te zgodbe, da vejo, odkot izhajajo, da vejo, kje so njihove korenine. In v teh zgodbah so lepe stvari in so težke stvari in obeh je potrebno govoriti. Morda še tako mimogrede, no, vi ste že prej omenjali, gospod Niki, da se lažje vzpostavi ta odnos med materjo, med babico in vnukinjo, ta most, ne. Zakaj je vedno, tudi v praksi se nam zdi, da je vedno tako, ne, da babice lažje vzpostavijo neko komunikacijo z vnukinjami, medtem ko mama in hči pa ima več teh težav, ne. Zakaj? Ja, starši morajo vzgajati, ne. Vzgoja pa pomeni tudi postavljanje meja, pa pomeni, kdaj reči ne. Zdaj, če babica da kakšen bonbon pred kosilom, to ne bo greh, ne. To se mi zdi čisto naravno, a ne, saj pravijo, da starši so za vzgajati, stari starši pa za razvajati. Jaz mislim, da to kar drži. No, če bi morali iz romana izluščiti eno ključno sporočilo o odnosu med materjo in hčerjo, kaj bi bilo to? Oziroma, kaj je tisto, kar vam je najbolj ostalo v spominu in bi gotovo kot eno tako temeljno sporočilo tudi predali naprej? Ja, jaz sem, ko sem brala, se velikokrat spraševala o tem, kakšna sem jaz kot mama in kaj je tisto, kar moji hčeri potrebujeta od mene, pa morda ne dobita. In sem si nekako takole zapisala, da do konca življenja, dokler imamo starše, si želimo od njih slišati: rad te imam, ponosen sem nate. In sprejemam te točno takšnega, kakršen si. Tudi če nisi čisto tako, kar sem si jaz mislila, da boš. In to se mi zdi ključno sporočilo. Da znamo to dati svojim otrokom zdaj in da jim znamo to dati tudi, ko so že odrasli in ko imajo oni otroke. Ker to je nekaj, česar se noben otrok nikoli ne naveliča slišati od svojih staršev. Hvala. Zdaj pa povabim še vas, če se je med tem pojavilo kakšno vprašanje, kakšna misel, kakšna ideja, je morda že kdo ti dve knjigi morda prebral. Ne?
No, zdaj, ko smo recimo tako poslušali, kaj se vam zdi recimo tako, morda izzovem kogarkoli izmed vas treh, kaj je tisto temeljno sporočilo, ki pa obe temi na nek način povezuje, kar se tiče teh odnosov? Ja, moramo se nečesa zavedati. Neki dogodki, ki nam vzbudijo močna čustva, ne? Ob katerih se, predvsem negativna čustva, ne? Ob katerih začutimo žalost, razočaranje, jezo, sovraštvo. Motimo se, ne? Niso dogodki tisti, ki nam vzbujajo čustva. Naš odziv na te dogodke, ne, sami si jih vzbudimo. Ne, če nekdo drug, v tem primeru, kot ste lepo povedali, ne, moški v tem romanu, ne, gledajo na te stvari drugače kot ženske, ne, iz nekega bolj objektivnega stališča. Če bi se lahko, ne, če bi se zmogli ob takih trenutkih postaviti v vlogo, ne, opazovalca, bi videli, da je naš odziv bil napačen, ni bil dogodek tisti. Dogodki se pač dogajajo, ne moramo imeti vedno sreče v življenju. Se zgodijo hude stvari, ne, seveda. Ampak če zmoremo to pogledati iz neke objektivne perspektive, se ne zmoremo, seveda ne, se zato imamo čustvo, da se odziv. Ampak vsaj potem, pozneje, če majčkeno razmislimo o tem, gremo veliko lažje naprej, veliko manj obremenjeni. Ta negativna čustva, ki se tudi tu v romanu vse vleče, to je strašno breme, ki ga vedno nosimo na svojih ramenih. Ne moreš potovati skozi življenje s pretežkim nahrbtnikom. Dajmo to razrešiti čim prej. Odlično, hvala. Težko rečem. Skratka, res obe knjigi kličeta po branju. Se mi zdi sploh pri Riversevi, sem tudi sama večkrat začutila, da nekako kar tako malo, po domače rečeno, hoče brciti v rit. Daj naredi ta korak. Ne? Ali pa če rečemo z besedami Elizabeth Lucas, stori prvi korak. Ne? Ker se mi zdi tako v praksi večkrat opažamo, tako mama, kot na drugi strani hči, ne? Vsaka bi želela nekaj narediti, ampak ne naredi, ne? Tako da ja, med branjem večkrat dobiš ta občutek, da te želi branje spodbuditi temu, da narediš ti prvi korak. Če ga potem res naredimo, ne, boste preizkusili vsak sam. Skratka, res vsaka misel v tej knjigi ima neko globino in spodbuja k nekim boljšim odnosom, nekemu globljemu razmisleku, ker so to teme, s katerimi se na nek način vsi srečujemo, ne. Pa če smo matere, če smo hčere, ne, tudi kot očetje, ne, oziroma tisti, ki nekako opazujemo te odnose. Tako da vas res lepo povabim, obe knjigi danes na voljo po promocijski ceni, vabljeni k nakupu. Danes pa še želim povabiti tudi na naslednji dogodek, in sicer na Mohorski pogovor vas vabimo spet v ponedeljek 2. marca, tukaj ob 17. uri, torej popoldan. Govorili bomo pa o knjigi Petra Pavla Bergerje starejšega, Vzgoji, še ena zelo močna vzgojna knjiga, ogromno modrosti za vse generacije, za najrazličnejše, kaj ne rečem, za najrazličnejše življenjska obdobja, skratka, tako za mlade kot za starejše, veliko ene modrosti zbrane v eni knjigi. Knjigo je prevedla magistrica Anja Božič. O predstavitvi pa bo sodeloval tudi recenzent dr. Marko Marinčič in z njima pa se bo pogovarjala doktorica Tanja Ozvatič. Torej, lepo povabili tudi naslednji ponedeljek v našo knjigarno, da še kaj novega izvemo izpred mnogih stoletij. Torej, modrost, ki ostaja modrost skozi stoletja in je še vedno aktualna tudi po vseh teh letih. Hvala vam še enkrat vsem trem za ta lep pogovor. Mislim, da smo odprli marsikatero iztočnico za razmislek, za pogovor, predvsem pa smo vsi na tem, da vsak v svojem okolju, vsak v svojih družinah iščemo tiste možnosti, kako storiti ta korak, da se neke travme ne bi vlekle naprej.
Torej, hvala vam še enkrat, tudi vam, da ste si v tem sončnem dopolnevu vzeli čas in ste se nam pridružili ob tem lepem pogovoru. Hvala in srečno.